Spoštovana gospa ravnateljica, cenjeni profesori in dijaki, lepo pozdravljeni na naši proslavi, ki smo jo naslovili z ljubeznijo do poezije, da počastimo slovenski kulturni praznik 8. februar in se spomnimo našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Počastili ga bomo tako, kot bi si želel pesnik, s poezijo, plesom in z glasbenimi točkami. V dimu so zvezde, nad zvezdami mlin, v mlinu je mlinar, ki zgodbo pozna. To noč naj požene vse mline sveta, sovraštvo naj zmelje in tihi prezir, ljubezen naj trosi in sladki nemir. S pesmijo Ferija Lainščka, letošnjega Prešernovega nagrajenca, vam, spoštovani sodelavci, dragi dijaki, spoštovani udeleženci izobraževanja odraslih, želim lep kulturni praznik. Življenje in delo Ferija Lainščka odražata svojevrstno prvobitnost, posebnost, originalnost, pristnost in prav to ga dela zanimivega. On ni kopija, daleč od tega, zelo je originalen in prav zaradi tega je zelo zanimiv. In tudi vsak izmed vas je original, nihče ni kopija, ni še enega takega človeka na svetu. In ta originalnost, izvirnost je res izvir ustvarjalnosti, je izvir lepote, ustvarjanja in želim, da bi ob letošnjem kulturnem prazniku, prav ob Lainščku in tudi ob drugih umetnikih odkrivali tudi svojo originalnost, tudi svojo izvirnost, da si upamo biti to, kar smo, da si upate, dragi mladi, odkrivati sebe v svojem bistvu, da si upate slediti svojim hrepenenjem in biti to, kar ste. In iskati izvire ustvarjalnosti, izvire umetnosti, izvire tega presežnega, tega več, po čemer hrepenimo tudi v sebi. Prav čas, ki ga živimo, čas epidemije, je zelo pokazal, da človek res ne živi samo od kruha, ampak da išče navdihe in moč v umetniški besedi. Da je beseda tista, ki gradi, ki povezuje. To sami dobro veste, vi kot bodoči zdravstveni delavci in mi vsi, ki spremljamo zdaj zdravstvene delavce, kako pomembna je beseda, ki tolaži, ki opogumlja, ki daje upanje. Kako pomembna je beseda staršev, vaših učiteljev, ki v vas vidijo to, kar vi ne vidite sami in vas usmerjajo na pot in verjamejo vas in vas besedo opogumljajo. Beseda, s katero se tudi opravičimo, kar se je potrebno vsak dan, vedno znova. Ker čeprav se trudimo, da smo prijazni in dobri drug z drugim, se prizadenemo in to pogosto. In potrebno je znati izreči oprosti. Oprosti, hvala, prosim. Besede, kjer se začne kultura bivanja. In da bi na naši šoli še naprej vsak izmed nas odkrival svojo originalnost in da bi v tej originalnosti se spoštovali drug drugega in ustvarjali kulturo odnosov in skrbeli za higieno besed. Želim vam vse dobro in vas lepo pozdravljam. Vsakdo je poklican za nek poklic, le najti mora svoj talent in slediti svojemu poslanstvu. France Prešeren pevcu. Kdo zna noč temno razjasniti kitare duha? Kdo ve kragulje odgnati, ki kljuje srce? Od zora do mraka, od mraka do dne. Kdo uči izbrisati spomina nekdanje dni? Brezup prihodnih odvzeti spred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori. Kako bi točeš poet in ti pretežko jo prsit nosit, ali pekel, ali nebo? Stanu se svojega spomni, trpi brez miru. 6. aprila
Leta 1822 si je Prešeren zagotovo zapomnil vse do bridkega konca svojega življenja, saj je takrat v Trnovski cerkvi prvič zagledal 17-letno dekle iz bogate ljubljanske družine, Julijo Primic, v katero se je zaljubil na prvi pogled. Šlo je povsem za naključno srečanje, ki pa je postalo v Prešernovem življenju pomembna prelomnica. Julija je namreč postala Prešernova muza, a njegova ljubezen nikoli ni bila uslišana. Isto jutro sanjala sam o tebi, čutila, kot da ob meni si grešna do celo. Sama sem in že dolgo čakam na te in prosim Božje junake, da name k tebi spusti. Nisva se še srečala, a v srcu slutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moj fantici, moj, v sanjah roka tvoja, Božja mi srce. Poigravam s tvojim se imenom, dotakne se me s pogledom in skrijo se med ljudmi. Ko po noči dušo veže miru, zaprem oči in se vdiru, spet tebi peljem nazaj. Nisva se še srečala midva, a v sebi slutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moj fantici, moj, v sanjah roka tvoja, Božja mi srce. Poznaval bebe, vedno imel tisoč kombinacij, sam nikoli še s pomočjo sodobnih komunikacij. Vse se začele zelo nedolžno in površinsko, ti napišeš post, jaz komentiram čisto rutinsko in ne vem več točno, ziher sem fore metu, ker naenkrat na polno debatirava že na chatu. Ni dileme, da tako sva se ujela, naslednja stvar, napišeš številko od mobitela, kao
da lahko te kdaj pokličem, če bom najde čez zate. Pa te prvič klical, takrat nisem nate. Se ti odpiram, ti men, fantaziram, da klesi. Te konzumiram, požiram besede v SMS-ih. Čakaj malno, počutim se nerealno, ker obenem se zavedam, da vse je sam virtualno. In do kjere mere se bo tole stopnjevalno. Poglej, skrajn čas, da narediva korak naprej. Verjem, da v glavi naj ubijam že skrb, vidim že skrb, čeprav si beba iz neta. Bom ustrajal, da te pridem spoznat, hočem pridet bližji, hočem, da se vpreš, kakšna si v resnici, rad bi zvedel več. Velike skupnih stvari, pa še zmeri sva tok različna obenem. In to je tis, kar pritegne, zato se ženam, da spoznam te. Nočem, da ostaneva le pri vidbi, da dojameva, si vzameva čas se zadobiti. Dom ti lahko nudi varno zavetje. Tega se je zavedal tudi pesnik sam, vendar žal prepozno. O vrba, srečna draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, da puka žeja me iz tvojega sveta, speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup preobrača, vse, kar srce si sladkega obeta, mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bi uviharjal notranjih bi igrača. Zvesto srce in delovno ročico, za doto, ki je nima milijonarka, bi bil dobil za izvoljeno devico. Mi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo mi pšenico, bi bližnji sosed varoval svet Marka. Prešeren je trdo ostajal na domačih tleh in iz teh tal je zrasla njegova pesem, hkrati pa je razširjal obzorje slovenske književnosti prek njenih meja in jo odpiral v svet. Njegova poezija in človeška odprtost se je stikala med narodi, ki nam bi tudi Slovencem omogočila mir in enakopravnost.
Prešernova pesem je bila pomembna sooblikovalka slovenskega naroda in kulturne zavesti. Vlivala je vero vase in v prihodnost, v moč slovenske narodne skupnosti. Taka vodnica nam je Prešernova pesem tudi danes, saj za njeno pomočjo odkrivamo temelje osebnih vrednot, prijateljstvo, dobroto, veselje in lepoto. Želim vam, da praznik slovenske kulture in spomin na Franceta Prešerna proslavite najlepše, kajti mi vsi smo tisti, ki skupaj ustvarjamo in predstavljamo slovensko kulturo.